Evropskim ministrom za energetiko ni uspelo doseči dogovora o reformi delovanja evropskega trga elektrike. Evropska komisija je predlog, s katerim je želela potrošnike zaščititi pred visokimi cenami elektrike in zagotoviti pridobivanje čim več elektrike iz čistih virov, sicer predstavila marca. Slovenija je njen predlog podpirala. So se pa ministri dogovorili o stališču Sveta Evropske unije o predlogu uredbe za večjo zaščito veleprodajnega trga energije. Srečanje energetskih ministrov je spremljala naša dopisnica Mojca Širok. Pozdravljena, Mojca, kje se je zataknilo? Dober večer, upam, da bom znala to dovolj razumljivo pojasniti. Zataknilo se je namreč pri tako imenovanih dvosmernih pogodbah za razliko. Kaj je to? Te pogodbe bi uvedli za proizvajalce elektrike, če bi naložbe v obnovljive vire financirali z javnim denarjem. In kaj to pomeni? To so pogodbe, pri katerih sta določeni zgornja in spodnja cena. In če je tržna cena nad zgornjo, potem država od proizvajalca pobere presežek in ga potem porabi za podporo gospodarstvu, potrošnikom ali za kar pač želi. Če pa je nižja, država proizvajalcu krije razliko. No in po besedah slovenskega ministra, in kot smo tudi lahko slišali na novinarski konferenci, države članice želijo večjo prožnost pri vrstah teh pogodb, nekatere pa manjšo. Predvsem pa so razlike v tem, kako se bodo uporabljali ti prihodki, ki bi iz njih nastali. Za Slovenijo je po ministrovih besedah pomembno, da o tem odloča vsaka država zase, saj ima vsaka država svoje posebnosti, predvsem pa, da je ta prožnost čim večja, se pravi ne le pomoč gospodarstvu, ampak tudi potrošnikom. In kaj še je stržila Slovenija? Poglejmo izjavo ministra. Kar nam je bilo najbolj pomembno, pa je, in to je ostalo, in tukaj smo tudi dosegli dogovor, so pa pooblastila ACER-ju. Tukaj smo bili tudi aktivni in pa proaktivni pri iskanju razširjenih pooblastil za preiskovanje prevar in pa tržnih manipulacij, predvsem tistih tržnih manipulacij, ki imajo čezmejno dimenzijo. Mojca, kaj sledi? Je na obzorju še kakšen kompromisni predlog? No, ta predlog se zdaj vrača na mizo, na nižjo raven, na mizo veleposlanikov držav članic, da ga izpilijo. Nov kompromisni predlog pa naj bi pripravili še pred koncem meseca, potem seveda sledijo pogajanja s parlamentom, vsi pa seveda upajo, da bi bila reforma pod streho še pred prihodnjo zimo. Hvala lepa za to oglašanje, Mojca, lahko noč. Dober večer, dr. Tomi Medved iz Fakultete za elektrotehniko. Kako komentirate današnje dogajanje v Bruslju? Dober večer. Trenutno dogajanje v Bruslju komentiram, me žalosti, da niso se uspeli zmeniti dogovoriti za to pogodbo, razliko v pogodbi o cenah, kajti ravno v prejšnji krizi so, naprimer na Hrvaškem primeri, ki so imeli zagotovljeno ceno, ko je cena na borzi narasla preko njihove zagotovljene cene, so enostavno povedali njihove pogodbe z državo in so raje šli na trg prodajati dražjo, oziroma iztržiti več svojo energijo. Seveda, ko cena pade dol, potem vsi pridejo nazaj in prosijo za pomoč. In tukaj v bistvu tak nek mehanizem, kateri na eni strani, ko je cena, kot so bilo že omenjeno, ko je cena nižja, sofinancira. Tudi, ko je cena višja, se v bistvu dobički ne prelivajo v dobičke investitorjev, ampak grejo nazaj v nek sklad, iz katerega se pokriva, neugodno stanje za investicijo. Zdaj, trenutno vtis je, pa me popravite, če ni pravi, kot da smo med nekimi škarjami. Po eni strani govorimo, recimo, v Evropi, v nekaterih državah, Belgija ima vedno viške energije s sončnimi in vetrnimi elektrarnami in cene elektrike padajo. Po drugi strani pa govorimo, da je rabimo zmeraj več. Ena rešitev je pri nas, o kateri smo zdaj veliko govorili, ta nuklearna elektrarna, ampak do nje je še zelo, zelo daleč. Kaj nas čaka v tem vmesnem obdobju? Kaj bo z našo energijo? V vmesnem obdobju nam preostane nič drugega kot najbolj izkoriščati tiste vire, ki jih že imamo, torej pomeni ves hidropotencial, investirati tudi vzdrževati premogovne, kar jih imamo v trenutku, do
določene točke do točke izhoda. In pa seveda najbolj pomembno, ne, investirati v obnovljive vire, kot so sonce, veter, biomasa in podobno. Zakaj se ne morem znebiti vtisa, kot da so ljudje, državljani, ne vem, potrošniki, kakorkoli naj rečem, precej bolj navdušeni nad to solarno energijo, da bi si povečali svojo oskrbo, svojo samo oskrbo s paneli na strehi, ampak naletijo tako pogosto na odgovor: zaenkrat zmogljivosti na vašem območju ne omogočajo tovrstnih elektrarn na vaših strehah. To je res, a vendar, bom rekel, srž problema izhaja iz načrtovanja omrežja, ki je bilo zasnovano za totalno čisto drugačen koncept. In z to decentralizacijo se pojavljajo pač proizvodni viri na, po domače povedano, na koncu vrvi, ravno obratno, kot so se v preteklosti. Ali je omrežje res tako šibko, je spet vprašanje. Ne na vseh, bom rekel, vseh delih omrežja. Kot druga zadeva pa je, mi bi morali dovoliti vsakemu državljanu inštalirati svojo sončno elektrarno na streho. Ja, kaj pa Kaj se zgodi z zmogljivostjo? če počepne sistem, če rečem po domače? Sistem ne bi počepnil, zdaj je tem, da moramo investirati več v upravljivost omrežja. In mi lahko zmanjšamo v primeru, ko pride do tega, do viškov energije. Situacije poznamo, tehnologije obstajajo, situacija je taka bila na Češkem pred kratkim, kjer so ugasnili 400 MW elektrarno sončno in tako naprej. Poanta je, da energije ne moremo imeti preveč. Imeti preveč energije je, kot da bi imel preveč denarja. Samo vprašanje je, kaj delamo z viški. Ampak poglejte, ta redistribucija je bila zmeraj zanimiva. Tudi tukaj bom citirala nek ljudski glas. Bi se za to odločil, ampak ko jaz proizvajam viške, mi nihče ne da nič za njih, dati jih moram v sistem. To je res, ampak ravno zato na drugi strani prihajamo do tega, da z elektromobilnostjo, z razvojem baterij, se te zadeve začnejo drugače Kako izrabljati. daleč smo z baterijami? Koliko bi si recimo lahko neko povprečno gospodinjstvo shranilo doma? To je zelo nehvaležno vprašanje, ker baterije so zelo modularna zadeva, in je vprašanje samo cene. Gospodinjstvo bi si lahko shranilo celotno energijo, samo vprašanje, koliko veliko baterijo bi si inštaliralo. Kaj se pa dogaja na trgu, bom rekel, z razvojem baterij, je pa stvari se premikajo, tako rekoč, s svetlobno hitrostjo, pa ne smemo pozabiti momenta elektromobilnosti. Trenutno je že v Nemčiji več kot 90% zmogljivosti baterij v električnih avtih. Pa je delež električnih avtov zelo majhen, s tem, da nove baterije, ki prihajajo, bodo imele že zdaj, za naslednjo leto najavljeno, skoraj podvojeno zmogljivost. Torej, če gledamo za naprej, je zadeva definitivno v baterijah. Agencija za energijo je pripravila novo ureditev. Cena omrežnine se bo odmerjala glede na porabo, razdelili so jo v 5 cenovnih blokov. Zdi se, da to je kar zapleten sistem. Nam ga lahko na kratko in enostavno poveste, kaj nas čaka prihodnje leto? Ne morem. In nihče v Sloveniji tega ne more trenutno narediti. Ko me podjetja sprašujejo, in tudi kolegi, prijatelji, kaj se bo zgodilo z mojim računom? Ja? Ne vemo. Šele septembra bodo objavljene cene. Trenutno so objavljeno samo 5 različnih blokov, 4 različni dnevi. Agencija pravi, da še vedno se držimo nekih usmeritev, velika tarifa, mala tarifa. Torej smo spet na poceni in dragi elektriki, ja? Ampak znotraj verjetno neki razponi, ne vemo. Razponi naj bi bili ogromni, vemo ne. Trenutno, pač spravim, septembra več informacij, bom pa politično korekten in bom rekel, ja, je agencija naredila pravo smer v reformi omrežnine, da se začne spodbujati aktivni odjem in pa pač prožnost pri gospodarskih subjektih in pa tudi na koncu pri končnem odjemalcu. Ampak konceptualno sam, to je moje osebno mnenje, da
ni, da bi se dala zadeva zelo poenostaviti. Pa vas bomo takrat, ko bodo vse rešitve na voljo, spet povabili v Odmeve. Hvala lepa za danes. Najlepša hvala za vašo povabilo. O polnoči se bodo zvišale